Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v zadnji julijski kroniki tedna. V Slovenskem planinskem muzeju so se spomnili 25. obletnice razvitja zastave na Triglavu. Kamp Špik je ponovno odprt. Na 12. redni seji so zasedali kranjskogorski svetniki in svetnice. V Kranjski Gori so odprli spominsko obeležje. Včeraj je bil že tradicionalni 22. Andrejčkov tek, na Vanišeh pa tudi tradicionalni nogometni turnir. V Slovenskem planinskem muzeju so v 25. obletnici samostojne Slovenije pripravili dogodek spomin na razvitje slovenske zastave na Triglavu. 12. junija 1991 je na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava. Res da še ne je dokončno oblikovana, a vendarle je plapolala v vetru nove države, za katero smo se Slovenci množično odločili pol leta predtem. Tudi v Slovenskem planinskem muzeju so se v počastitev 25. obletnice države Slovenije spomnili tega dogodka. Vsi obiskovalci, med katerimi so bili še živeči udeleženci tega dogodka, so prejeli znamenito razglednico s podpisi tedanjih udeležencev. Naš častni občan Janez Brojan pa je posnel in naredil tudi film, povezan s tem dogodkom. Skupina Hit je v gozdu Martuljku na novinarski konferenci predstavila novo nastajajoče središče za kampiranje, ki skupaj s hotelom Špik sooblikuje zaokroženo turistično območje. Kamp Špik velja za največjo investicijo v razvoj novih turistično-namestitvenih kapacitet v občini Kranjska Gora letos. Prve goste bodo v kampu sprejeli že v mesecu juliju. Kamp bo pomembno prispeval k oblikovanju zaokroženega turističnega območja Gozd Martuljek in bo namenjen predvsem družinam, ki bodo lahko uživale v naravi in športno-rekreativnih možnostih preživljanja prostega časa, ki so primerne za vse generacije. Enostavna dostopnost, ugodna lega in konfiguracija terena pa omogočajo sproščeno bivanje tudi invalidom. Kaj ta pridobitev pomeni za občino Kranjska Gora? Izredno olajšanje, predvsem za mene, pa seveda tudi za vse občane naše občine. Še nedolgo nazaj smo bili pod grožnjo, da se na temu enkratnemu in čudovitemu prostoru pod Špikom, tukaj za nami, zgradijo bivalne enote in jih prodajo na trgu, kar bi bilo za moje pojme koncega turizma v Gozd Martuljku. In vsi, ki smo majhen starejši, ki se še spomnimo bazena, kempa, gostov iz bivših držav Jugoslavije, pa seveda tudi Beneluxa, Skandinavije, vemo, da ta zgodba ne more umreti. In jaz sem prepričan, da je to začetek zgodbe uspeha v Martuljku. Tukaj je tudi pozicija točno na sredini občine. Ljudje se pripeljajo ali iz Radovne ali iz Rateč, podobno daleč do kempa in tukaj, če nam uspe res zgraditi še ta kopališče oziroma jezero, ki bi služil za potrebo cele občine. Mislim, da smo res naredili za poletno sezono vse, kar smo si želeli že desetletja. Po novinarski konferenci je sledil še ogled in otvoritev kampa. A vi veste, kako sta Špik pa potok Martuljk nastala? Ne veste, a ne? Vam bom jaz kaj povedal. Je bil en gorski velikan, ledinc, se mu je rekel. Ta človek, velikan, je bil tako len, da je smrdu, pa tako htoben. In on je najbolj užival, kadar je sneh padal. Takrat je še celo malo zavriskal, pa ledeno sapo je pihal sebe ven. In pa se nekega dne odločil, da hoče zaradi svoje jame imeti goro, ampak ne čist navadno goro, veliko, da se bo neba dotikala. In je svoje podložne velikane ne fehtal, prisilil, da so mu goro devali. Skalo na skalo, kamen na kamen, in so že mislili, so Fertix je rekel, niste še prišli do neba, še več more biti, še več. So se mu uprli, so rekli sam pri sebi, to pa ne gre več naprej. In en dan, ki je ta velikan ledinc zaspal v svoj jam, so mu velik dračja pred votlino nametali, pa zakurali.
ta ledinc se je zadušil od dima, pa se je začel topiti. In še danes, če pogledate gor v hribe, tele, gor nad Martuljkam, nad Rutam, teče ven potok, gozd Martuljk oziroma Martuljk, ki ima 2 slapova. No, še danes je nekaj odstal od tega ledinca. Z novo pridobitvijo je zadovoljen tudi Ernest Poženel, izvršni direktor Hitlarixa d.d. Kamp Špik, jaz mislim, da je to ena pridobitev. Sicer smo jo obnovili, to zadevo so včasih že imeli, škoda, da so jo zaprli, ampak mislim, da z vsemi odzivi, ki jih dobivamo od in krajanov in gostov iz vse Slovenije, ki so včasih tukaj bili, da smo prepričani, da je to ta prava zgodba. Gostje vedno bolj se vračajo v naravo, k aktivnim dopustom in to bo Kamp Špik definitivno nudil. Trudili se bomo, da bomo res najboljši v tem. Seveda pa ne gre pozabiti tudi želje, ki jih je izkazala tudi občina, ki želi urediti jezerce tu poleg kampa. Tako da verjamem, da bo ta kamp in predvsem vsa turistična ponudba v tej dolini, v tem kraju tudi zaživela. Kakšna pa je kapaciteta kampa? V kampu bo 200 parcel, cirka 600 oseb, nekje bi ta maksimum dovoljeval teh oseb. Zelo zanimiva, verjetno ste videli v zadju, bojo ta otroška igrala, ki so nekaj posebenega. Ostala ponudba seveda bo pa zelo usmerjena v sodelovanje, z okoliškimi podjetji, ljudmi na področju športa, wellnessa, tudi kulinarične ponudbe in tako naprej. V družbi Hitlarix poudarjajo, da si bodo prizadevali v kamp pritegniti goste iz Italije, Avstrije, Nemčije, Češke, držav Beneluxa in Skandinavije, predvsem Danske. Ob tem bodo nadaljevali skupnimi tržnimi nastopi v sodelovanju z ostalimi družbami skupine Hit, lokalnimi turističnimi akterji ter nacionalno turistično organizacijo. Na 12. redni seji v 6. mandatu so zasedali občinski svetniki in svetnice občine Kranjska Gora. Dnevni red je zajemal 19 točk. Svetniki in svetnice so potrdili sklepe in odloke na seji, ki je trajala dobri 2 uri. Prdalenco oziroma pri Čelesniku so odkrili spominsko obeležje v spomin na osamosvojitveno vojno in sicer na kraju, kjer so teritorialci skrivali orožje. Na Gorenjskem smo imeli nekako srečo, da zalednik oziroma načelnik pokrajinskega štaba župan Peter, ki je šel v Ljubljano na torek 16. maja pisati povelje. Sreči ni napisal, če lahko tako rečem, k sreči, ni napisal, da naj kar vojska pride in naj ona naloži orožje in pa naj tudi zagotovi transport. Dočim po drugih pokrajinah so v glavnem tako napisali in na sredo 17. maja so nekateri že pred svojimi skladišči imeli tovornjake jugoslovanske armade in pa seveda delovno silo in so jim pričeli prazniti skladišča. No, na Gorenjskem je bilo rečeno, počakajte, obvestite družbeno-politične skupnosti, če lahko, tako smo jim takrat pravili. Tako da je iz Jesenic je bil na torek, na sredo obveščen predsednik izvršnega sveta, to je bil 17. maja, predsednik izvršnega sveta takratnega Keršmanc, tovariš Keršmanc. V Radovljic smo pa obvestili župana in ta je na četrtek je bila ustanovna skupščina takratne občine Radovljice, ki je združevala vseh sedanjih 4 občin, Bohinj, Bled, Gorje in pa Radovljico, da je ta sprejel sklep, da se orožja ne odda in da je šlo tudi pismo do predsedstva Republike Slovenije. No in mi smo, govorim zdaj za Radovljico, smo na petek šli gledati v Bohinj, kje
je možno preskladiščiti, če bi bilo treba to oddati. Tako da, ko sem prišel v petek popolni na izpostavo za obrambo, na takratni oddelek za ljudsko obrambo, prav se tukaj je pa ena pošta, ena depeša in tam je bilo pa rečeno, napisano, da sami orožje ostane tam, kot je in da ga sami zavarujemo. Jaz sem ponosen in vesel, da so se tudi v tistih časih naši predstavniki, tako kot sem že prej povedal, vojaških, policijskih enot, pa tudi družbeno-političnih organizacij in drugih struktur v tistem času pravilno odzvali in reagirali pravilno, da smo tudi v naši severni občini, skrajno severni občini Slovenije sodelovali pri osamosvojitvenih dejanjih in tukaj zraven mene stoji pač mož, ki je mogoče še več kot s puško v rok prispeval k tem dogodkam in jaz od srca čestitam vse. Jaz moram po pravici povedati, da do nedolgo nazaj niti nisem vedel, da se je orožje iz skladišč teritorialne obrambe selil v Srečkotovo domačijo, ki jo on vestno ureja in smo lahko ponosni tudi občina na eno najlepših urejenih hiš. Od takrat, ko se je ta zadeva dogajala, v 25 letih je domačija še veliko lepša, zdaj pa lahko ponosno pogledamo tudi to, kaj se je v njej dogajalo. In jaz še enkrat izrekam priznanje in čestitam srečno in tudi Janezu za vse. Hvala. Včeraj so članice in člani turističnega društva Kranjska Gora pripravili že tradicionalni 22. tek na Vršič oziroma Andrejčkov tek. Enega izmed najlepših gorskih tekov v Sloveniji. Na 1611 metrov visok prelaz Vršič z 802 metrima višinske razlike v različnih kategorijah, tako pri ženskah kot pri moških. Za nami tradicionalni 22. tek na Vršič. Udeležilo se ga je 106 tekmovalcev. Vsi so srečno prispeli na cilj. Vreme je bilo izredno vroče, skoraj prezahtevno za ta gorski tek, prevroče, ampak kakorkoli čestitke vsem, ki so prišli na vrh Vršiča, tako da upamo, da se bodo še z večjim veseljem naslednje leto vračali na naš tradicionalni tek na Vršič. Veliko število gledalcev in pa seveda krasen tek. Letos se lahko pohvalimo tudi z modernizacijo, tako da smo štart teka do Jasne prenašali na naši Facebook strani in tudi tukaj pripomoremo k digitalizaciji in pa seveda tudi k modernizaciji našega turističnega društva in pa seveda tudi Turizma Kranjske Gore. Zahvala ekipi ATM televizije. Kot sem že povedala, tudi organizatorji smo zadovoljni in se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi mojim članom za prostovoljno delo, tako da smo zadovoljni, da smo izpeljali 22. tek na Vršič, Andrejčkov tek. Turistično društvo Kranjska Gora sicer v letošnjem poletju pripravlja še tradicionalno kranjskogorsko desetko, ki bo 15. avgusta, in Juriš na Vršič, ki bo letos 3. septembra. Športno društvo Vaniše Podkore na dan državnosti vsako leto organizira tradicionalni nogometni turnir. Tako je bilo tudi letos. Točno tako je tudi letos in to je tradicionalni turnir ob dnevu državnosti, ki ga organizira že tradicionalno 20 let ali pa mogoče še let več Športno društvo Vaniše Podkoren. Kakor vidite, smo letos tudi zbrali na tradicionalnem turniru ob dnevu državnosti 8 ekip, ki se bodo in se že pomerjajo med sabo. Glejte, vidite tudi, da imamo zelo lepo urejen igrišče, kot igrišče, tako okolico. Jaz mislim, da je naš park zelo dober
urejen, zelo dobro skrbemo za to. Mogoče bi lahko še majčkeno več kakšnih članov aktivirali, ampak v redu, kar dobro nam tole laufa, tako da v bistvu vse sekcije dobro laufajo. Najbolj aktivni so seveda balinarji, tako da v bistvu balinajo v četrtke in pa tudi v nedelje. Njihova sekcija je najbolj aktivna, drugače pa poteka tudi nekaj v nogometu in pa poteka tudi odbojka na mivki. Je pa tako, kot vidite, mogoče nekaj ljudi danes tudi ni, itak je lepo vreme, začela se je košnja z zamikom, nekateri ljudje imajo tudi košnjo, tako da je to, ampak mi smo kar zadovoljni. Veseli smo, da se je udeležil tudi današnjega turnirja župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat in je tudi otvoril naš turnir, tako da vse zaenkrat poteka brezhibno. Ne morem pa mimo tega, da pohvalim pridna dekleta v kuhinji, ki vsako leto vestno pomagajo pri sami organizaciji pekaji in pa v bistvu pri sami strežbi, kajti to je kar en velik zalogaj, da se spravi vse tole. Mogoče se to navidi, samo drugače logistični projekt, kar je pa v zakulisju, je pa to kar en velik projekt speljati za, ne vem, cirka 80 do 100 do 150 ljudi in to speljati na nivoju, kakor je treba. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v zadnjem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V četrtek ob 17. uri bo v sejni sobi 14. redna seja občine Bohinj. Dnevni red zajema: predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2016, hitri postopek. Predlog odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Bohinj, v drugi obravnavi. Predlog tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Bohinj, v drugi obravnavi. Čistopis statuta osnovnega zdravstva Gorenjske, skrajšani postopek. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parcela številka 1255/10 Savica 6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parcela številka 1459/4. Na vrsti bo strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske v letih 2017 do 2021. Pa soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2016-17. Predlog za spremembe cen programov v zavodu osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj. Predlog za spremembo oblikovanja oddelka v zavodu osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec. Sledijo priznanja občine Bohinj za leto 2016, imenovanje 2 predstavnikov občine Bohinj v svet javnega zavoda Turizem Bohinj, vprašanja, pobude in informacije, ter odgovor na sklet občinskega sveta glede OPN, pa informacija glede stanja koncesijske pogodbe, ter informacija o SWOT analizi statusa muzejev. V soboto bo v Kranjski Gori že 7. tradicionalni kolesarski družinski dan v Kranjski Gori. Start bo ob 10. pred Sport Pointom. Lažja tura je na relaciji Kranjska Gora-Rateče Kranjska Gora, daljša pa na relaciji Kranjska Gora-Belopeška jezera Kranjska Gora. Turistični avtobus destinacije Kranjska Gora bo pričel z vožnjami po občini Kranjska Gora v petek 1. julija. Namen turističnega avtobusa je povezati kraje in turistične znamenitosti v Zgornjesavski dolini, ter vsem s turizmom povezanim podjetjem in posameznikom omogočiti dodatno vsebino pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov. Turistični avtobus je posebej prirejen za panoramsko vožnjo, saj steklena streha omogoča občudovanje okolice z vseh zornih kotov. Dodatno vgrajen sistem GPS vodenja pa obiskovalcu ponuja predstavitev Zgornjesavske doline, njene kulturne in naravne dediščine, kulinarike in ostalih zanimivosti v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Trasa poti vključuje preko 10 najatraktivnejših turističnih znamenitosti turistične destinacije Kranjska Gora. Turistični avtobus vozi na relaciji Kranjska Gora, Mojstrana, Podkoren, Rateče.
In sicer od 1. julija do konca avgusta vsak dan od 9. do 18. ure, v septembru vsako soboto in nedeljo od 9. do 18. ure. Cena izletnice pa je 9 evrov. Od 1. do 3. julija bodo v Kranjski Gori že tradicionalni 15. Kekčevi dnevi. V petek bo pravlični dan. Ob 17. bo v Kranjski Gori na trgu pred cerkvijo predstava Rdeča kapica z napako, pa ustvarjalna delavnica in maxi slikarska packalnica. V soboto bo na sporedu zmagovalni dan. Že ob 9:45 bo zbor pred turistično-informacijskim centrom oziroma dvorano Vitranc. Na rajže po poteh Triglavskih pravljic se boste odpravili. Ob 10. kot že rečeno, prikavani Sportpoint družinski kolesarski dan. Ob 17. na trgu pred cerkvijo predstava Športna pravljica, ustvarjalna delavnica ter Lego igralnica na trgu, pa še mini planica. V nedeljo pa bo magični dan. Ob 9:45 spet zbor pred Ticom, Kranjska Gora, obiskali boste Kekčevo deželo, ob 5. zvečer pa na trgu pred cerkvijo predstava Velike čarovnije s čarodejem Tonijem, ustvarjalna delavnica Čarobna ustvarjalnica ter Fairfoot. Od 29. junija do 3. julija bo potekalo 13. mednarodno srečanje ljubiteljev staromodnih vozil, Rolls-Royce in pa Bentley. Udeleženci srečanja bodo v tem času obiskali več krajev v Italiji, Avstriji ter tudi v Sloveniji. V petek, ko bodo tako kot vsaki dan vožnjo pričeli v Feldnu, torej v Vrbi, bodo svoj najdaljši postanek opravili v Kranjski Gori. Na parkirišču pred občino Kranjska Gora oziroma pred Ticom Kranjska Gora bodo vozila prispela okvirno ob 12. uri. V soboto 30. julija se bomo spominsko slovesnostjo ob 100-letnici Ruske kapelice poklonili spominu na tragično umrle ujetnike, vojaške carske Rusije, ki so na vršiških strminah ob gradnji ceste izgubili svoje življenja. Organizatorji spominskih slovesnosti občina Kranjska Gora, veleposlaništvo Ruske federacije, Društvo Slovenija-Rusija ter fundacija Ruski mir so ob letošnjem jubileju počaščeni, da je na povabilo častnega pokrovitelja slovesnosti predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja svojo udeležbo potrdil tudi predsednik Ruske federacije Vladimir Putin. Visok obisk pomeni za vse, ki bi se želeli udeležiti slovesnosti, poseben protokol. In skupaj s pristojnimi službami si prizadevajo, da bi bil akreditacijski postopek za vse obiskovalce čim manj obremenjujoč. Udeležba na spominski slovesnosti bo mogoča le s predhodno prijavo. Obrazac oziroma akreditacijski vprašalnik z navodili je moč dobiti v sprejemni pisarni občine Kranjska Gora. Objavljen pa je tudi na spletni strani občine. Le tega izpolnite, lastnoročno podpišite in ga skupaj s priloženo fotografijo vrnite na naslov, zapisan v navodilih in sicer do 30. junija. Po 20. juliju boste prijeli identifikacijsko priponko oziroma akreditacijo s fotografijo, uradno vabilo ter navodila z vsemi informacijami o organiziranem transportu in drugih posebnostih. Brez akreditacije in uradnega vabila se slovesnosti ne boste mogli udeležiti. Pa končajmo s povabilom na tradicionalno veselico v Rutah. Po domačem v Rutah bo tokrat na sporedu to soboto, 2. julija. Lepo se zabavajte, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Otrokom želimo seveda čim bolj mirne, pa predvsem čim bolj živahne počitnice 2016. Vam pa seveda uspešen začetek novega delovnega tedna. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav.